dogajanje v Pravljičnem Celju prinaša kar nekaj novosti. Mogoče najbolj vidna in največja novost je lokacija samega dogajanja. V to smo bili nekako prisiljeni, ker se gradbena dela na Glavnem trgu šele bodo zaključila. Do takrat smo se odločili za nadomestno lokacijo, in sicer na prenovljenem Krekovem trgu pred Celjskim domom. Verjamem, da bo ta lokacija prav tako zanimiva in dobro obiskana za dogodke, katere smo pripravili. Druga takšna noviteta je mogoče to, da smo sejemsko dogajanje prestavili že na konec novembra, ko začnemo z Miklavževim sejmom in pa prodajno razstavo adventnih venčkov, ki bo na Krekovem trgu. Nadaljujemo potem z sejmom praznične raznolikosti in pa 13. decembra odpira vrata Pravljična dežela za naše najmlajše obiskovalce in pa božično-novoletni sejem. Dogajanje v Pravljičnem Celju bomo popestrili tudi s pestrim koncertnim programom. Teh koncertov bo kar 8, zvrstili se bodo tam od 13. decembra pa vse do 31. 12., ko v Celju že tradicionalno dvakrat pričakujemo novo leto. Prvič seveda ob 12. uri v Pravljični deželi in pa potem ob 10. uri zvečer. Pa za malo večje otroke odštevamo ure do leta 2014, tokrat z glasbeno skupino Rock'n Band. Letos so se prvič odzvali na povabilo tudi iz Podčetrtka in pa seveda s Slovenskimi železnicami, tako da je vlak organiziran tudi iz smeri Podčetrtka za naše najmlajše. Pa novosti v Pravljičnem Celju je še tudi nekaj, kar jih mogoče še nisva naštela. Predvsem je to dogajanje v umetniški četrti, ki verjamem, da bo tiste ljubitelje umetnosti tudi zaneslo v to še neodkrito podobo mesta Celja. Moram reči, da so se umetniki zelo potrudili tudi z bogatim programom, tako da vabljeni vsi na ogled umetniške četrti od 12. decembra dalje. In pa mi smo na zavodu pripravili tudi 4 tematska turistična vodenja s turističnimi vodniki. To je za Celjane in pa tudi za ostale obiskovalce, da spoznajo Celje na malce drugačen način skozi različne zgodbe. Vodenje bo 2 evra po osebi, vključuje pa tudi kozarček kuhanega vina. Žive jaslice na 2 območjih in pa zares izjemna razstava v Srednji knjižnici Celje 3. decembra ob 18. odpira svoja vrata. V Zelenem dolu, torej v Pravljični piknik vasici, ki se nahaja tik ob jezu, ob Šmartinskem jezeru, zaradi odličnih odzivov nadaljujejo s tradicijo živih jaslic. Letos kar 2-krat možen obisk, 22. in 25. 12. Torej vljudno vabljeni. Naj povem, da vstop ni prost, nekaj simboličnega je za ta ogled potrebno plačati. Bo pa predstavljeno v bistvu odlomki betlehemske zgodbe, ne samo z ljudmi, ampak tudi z nadvse lepimi živalmi. No in še druga zgodba oziroma žive jaslice v bližini, prav tako Šmartinskega jezera. Že nekaj let prostovoljno gasilsko društvo Dobrovo Lokrovec pripravlja torej žive jaslice. Tudi letos 25. 12. za publiko 15. ure naprej. Ogled je popolnoma brezplačen, zgodbo odigrajo najmlajši, jaslice pa nastajajo ob pomoči, nesebični pomoči tako gasilskega društva kot vseh krajanov, ki tam bivajo. Naj še pa povem, da od 26. pa do 6. 1. 2014 pa te jaslice na ogled v obliki kulis, pridružijo se jim pa tudi živali. Tako da ne zamudite ogleda jaslic, lepe bodo, tako žive kot tudi tiste na razstavi, no, ker smo pa trenutno v umetniški četrti, pa naj povem, da se projekt v umetniški četrti 23. 12. zaključuje s projektom Jaslice celjske umetnice Ive Tratnik, ki bo pa svoje doživljanje
doživetje tega obdobja oziroma jaslic pač opove